Ugledni gostje, pisatelji, pesniki, novinarji, esejisti in zagovorniki človekovih pravic in svobode govora so se zbrali na jubilejnem 50. mednarodnem srečanju pisateljev PEN na Bledu. V 5 dneh so pripravili pester program, več literarnih večerov, okroglih miz in sestankov in slovesnost ob obletnici blejskih srečanj, ki je potekala v festivalni dvorani Bled. Slovenski PEN je nastal leta 1926, njegov prvi predsednik je bil Oton Župančič. Mi smo se pogovarjali z Ifigenijo Simonovič, drugo žensko predsednico v zgodovini slovenskega centra PEN. Zdaj ste vi druga predsednica te organizacije PEN in v enem izmed intervjujev ste dejali, da ste obuli velikanske škornje. Pa zdaj ne zdi se, da ste ženska, ki bi stopali po prstih, ampak kar močno pač stopate po trdih tleh. In me zanima, eno leto je za vami. Kakšni so občutki? So manj škornji prav, kako je? Zelo dobro ste me spomnili na tisto izjavo. Mira Mihelič je bila v 70 letih predsednica, prva predsednica. Mednarodni PEN ima šele zdaj, zadnje 3 leta, prvo žensko predsednico. Mi imamo že drugo. Kar se škornjev tiče, sem potem nekje dodala, da škornji so zato, da v njih hodiš. Ampak v pesmi pa Dolly Parton reče, da lahko hodiš, da lahko hodim po tebi, da te lahko pohodim. In ko sem se spomnila te metafore, sem pa rekla, ne, taka predsednica pa nočem biti. Želim hoditi čim bolj nežno, čim bolj tiho, čim bolj tolerantno do vseh, nikakor pa ne preko nekoga drugega. In se je izkazalo, pred enim letom sem to rekla, da je to pa najtežje. Ker nenadoma se pa moraš odločiti, nekoga odriniti, nekomu reči ne, kar pa ni v moji naravi. Tako da mislim, da je lažje za moške biti predsednik, kot pa za žensko. Ženske rade ustrežemo, In jaz ustrežem in potem rajši naredim sama, kot da bi nekoga nekaj prosila, da se ne bi mučil, pa je utrujena, pa ima družino, pa ne more in pol delam kot konj. V resnici bi pa morala znati delegirati, to niso oni krivi. To sem kriva jaz, ki ne znam biti odločna. In tukaj vem, da je biti predsednica čisto drugače, kot biti predsednik. Ta funkcija potem za vas res predstavlja, že tako pomembna funkcija, predstavlja še dodaten izziv? Če bi bil samo izziv, točno to. Jaz moram, pravzaprav bi se morala temeljno spremeniti. Temu se pa zelo upiram, ker vem, da imam mandat in čez 3 leta bom šla nazaj v svoje življenje in hočem taka iti tja, kot sem bila, po duši, po naravi. Ampak izkušnja me bo pa zelo zaznamovala, ker kljub temu, da sem bila pri PEN-u zdaj že 15 let nekako, šele zdaj dojemam pomembnost PEN-a. Odgovornost članov centra PEN, pa ne mislim samo slovenskega. Ker nekaj smo se zaobljubili že pred 100 leti, podpisali to zaobljubo in nima smisla biti v PEN-u, če te zaobljube ne izpolnjuješ, da tako rečem. Tako da zaobljuba je pa ta, da bomo na vsakem koraku zatirali cenzuro, nesvoboščine, se zavzemali za enakopravnost, enakost, za svobodo izražanja svoje identitete, naj bo jezikovna, naj bo narodnostna, naj bo spolna. Te svoboščine moramo zagovarjati in če si ti v PEN-u si podpisal, da boš, in to te absolutno obvezuje. Čutite res veliko odgovornost? Res čutim, da ne smem razočarati in ne smem dovolj, da bi PEN zamrl, da bi šel, govorijo o PEN-u speči PEN-i. Speči PEN-i so nedejavni PEN-i. Jih ukinejo za toliko časa, dokler ne pride nekdo, ki ga obnovi. In takih spečih PEN-ov je kar veliko. Mi Slovenci smo uspeli biti budni, 50 let zdaj so srečanja. PEN je star že čez 90, je samo med 2. svetovno vojno ni deloval. Drugače pa star čez 90 let.
Imate pa speči španski pen, ne boste verjeli. Imamo katalonskega, ne pa španskega, spi. Grški, spi. Črnogorski, spi. Zdaj so nekega novega predsednika dobili, ampak še ni od njih nič, ne. Se pravi, biti živ pen pa pomeni imeti žive ljudi, pa ne samo živahne, kar pisatelji znajo biti, ampak žive tlele noter. To je pa zame zelo težko, ker jaz sem zelo umirjena, relaksirana, rada pišem pesmi, politika me ne zanima, a veste, zame je to šok. In zakaj ste se potem sploh podali na to pot? Veste, korak za korakom človek hodi, ne? In prideš bližje odgovornosti, bolj ko si zraven, bolj si vpleten. Potem se pa zgodi, da se štafeto preda dalje, ne. In sem bila slučajno takrat, ko so bile volitve v upravnem odboru, nismo imeli kandidata, kandidatke tisti dan, ko je bilo treba se odločiti, ali boš ti, ja pa bodi ti. Potem je že en rekel, pa bom, pa rekel, ampak veš kaj, se res ne morem, imam dojenčka, jaz ne morem potovati, ne. In nazadnje jaz rečem njemu, ja, prisiliti te pa tudi ne moramo, potem pa vse oči name, a veste. In potem, ko so vse oči na meni, pa rečem, ja, za Boga, eden mora, ne. In sem rekla, no, če ni drugega, pa bom. 3-4 dni sem rabila, da sem vedela, kaj sem rekla, ne. In tudi takoj so začele padati metle čez me, ne. Kaj se nisi ti tak material za predsednico, pa taka kmetica, pa tako naprej, ne. Ampak tisti hip, ko sem rekla ja in sem se začela prilagajati novemu položaju, ne. Smo potem še dobili kandidatko, protikandidatko čez par dni, Tanjo Tuma, ki je zelo sposobna gospa. Ampak potem so bile volitve in sem jaz dobila par glasov več, pa sem jaz svojega njej dala, ker sem prav želela, da bi bila ona. Res? Ja, in še pokazala sem ji. Sem rekla, nalej glas sem ti dala. Potem pa in tako. Zdaj pa to 1 leto in moram reči, da me ta odgovornost kar precej teži. Hkrati je pa res, kot ste rekla, izziv, ker hočem dobro speljati in za blejsko srečanje sem res dala vse od sebe. Bolje se ni dalo narediti. Letošnjega srečanja se je udeležilo rekordno število gostov iz kar 39 pen centrov po svetu. Naš seznam je vzhajal kot testo za potico in raven velika noč je bila, ko so začeli. Jaz sem mislila malo več kot lani, pa sem rekla 50, ne. Jaz sem tudi rezervirala 50 sob, 25 kavic in to vse je treba vnaprej. Zdaj jih imamo pa 90. In to iz 39 pen centrov, kar je, mislim, da največje srečanje, kar smo jih imeli, ne. Dobili smo celo iz Rusije spet predstavnika, kar nekaj let ni bilo mogoče. In najbolj se mi je zdelo dobro, da je tukaj ukrajinski in ruski, da sta tukaj, saj jaz bi morala znati slovensko, ne. Da sta tukaj ruski in ukrajinski pisatelj, ampak pisatelj, ja. Kar popravimo slovenščino, je treba sproti misliti, kaj rečemo, a ne. Ampak to nasprotje med Rusijo in Ukrajino je tako močno, da tudi te dva pisatelja še ne bosta letos sedla za isto mizo. Ampak se je dogajalo, da smo imeli palestinske in izraelske goste. Po 3-4 srečanjih se je napetost sprostila in so se začeli vabiti na literarne večere v svoje dežele. Tako da mogoče smo zdaj vzpostavili prvo priložnost. In v tem je bistvo našega srečanja. Ljudem damo priložnost, da se povezujejo. Saj jaz ne govorim z vsemi, saj ne morem z 90 ljudmi ne vem kaj ustvariti. Med sabo je pa to tako živo, se tako dogovarjajo, izmenjujejo, knjige si dajo, pogovarjajo se o prevajanju. To so sami krasni ljudje, veste, in so tukaj zberejo leto za leto. To je pomembno. To je iskreno rečeno najbolj dragoceno.
ker povezujemo sveta, ne. In vsak gre potem nazaj k svojim, v svoj pen in jim pove, kaj mi delamo, kaj delajo drugi, prinesejo knjige, se zmenijo, kam bojo šli na obisk, kje bojo imeli literarni večer. Tako imamo mi v Penu celo leto literarne večere. Gostov, ki jih takole spoznavamo in jih pripeljemo. Slovenski Pen ima dober renome, blejska srečanja pa sodijo med najbolj pomembna literarna srečanja na svetu. Med gosti je v ospredju Nobelova nagrajenka za mir iz leta 2003 Shirin Ebadi in predsednica mednarodnega Pena Jennifer Clement. In povabila sem jih prav s pismom, v katerem sem povedala, da je bil tukaj izvoljen Arthur Miller leta 1965, ne? Da je tukaj bil en zadnjih velikih kongresov, da je 50-letnica našega Pena pravzaprav dokaz, da smo edini Pen, ki ima tako tradicijo srečanj. In edini Pen tudi, ki ima srečanje, ki povezuje obe funkciji Pena, diplomatsko in literarno. Mi imamo literarne nastope, mi govorimo tudi o literaturi. Imamo dve temi, ena je literarna, literatura kot pravica do sanj, ena je pa bolj mirovniška, zid, ograja, meja. Letos se je izkazalo, da sta dve temi sovpadli in jih je to privabilo, ker so se lahko odzvali tudi literati. In hkrati pa sem posebej povabila Pene, ki so bili speči, tako rekoč, ki zaradi vojne razpada Jugoslavije niso prihajali, tako da imamo zdaj razen Črnogorcev čisto vse tukaj. Balkansko mrežo posebej povabila iz Romunije, Bolgarije, Madžarske, da pridemo skupaj, Turčije, da pridemo skupaj, da skušamo spet vzpostaviti te literarne kolonije, ki so bile včasih, festivale literarne med nami, ki smo pravzaprav Balkanci po duši, Balkanci po zgodovini, hkrati pa Avstro-Ogrska, centralna Evropa, prišli so iz Avstrije kar precej gostov, veste, ker jim je tudi do tega, ker mej naj ne bi bilo. In kdo prvi podira meje? Poezija, glasba, umetnost, ne? Še tisti, ki ne rabijo jezika, grejo še lažje čez. Mi, ki rabimo jezik, moramo pa prevajati, spodbujati pisanje, prevajati drug drugega, ne? Tako da te mreže, mislim, da so tudi privabile goste, ne? Že 5 let v sklopu Slovenskega centra Pen deluje šolski program. In to je tako, da te goste, ki jih imam tukaj, eden vzame enega sabo, en od nas, v avto, v šolo, 1 uro govorjenje, branje, pogovarjanje in nazaj. In tako imamo letos 7 šol, že obdelanih. Recimo velški pisatelj je govoril 4 razredom nabasanih v en razred v šoli v Ljubljani. Japonski pisatelj, ki govori o razstavi Hirošima in Nagasaki, sva bila v razredu v Kranju, 2 razreda skupaj, in zdaj greva še v Domžale, 3-krat po 2 razreda bova imela v enem dnevu. Govorila o Hirošimi in Nagasakiju, Japonec bo o tem govoril. A veste, to je za študente zelo pomembno. Imamo pa tudi razpišeno tekmovanje za najboljši esej, tudi po šolah izven Slovenije, slovenski otroci, ki študirajo na Koroškem v Italiji, in dobivamo kar precejšen odziv, vsako leto več, ne. Ker se pravi, skrbite tudi za mlade? Jaz mislim, da je apatičnost glede družbe, politike tako močna, že 2-3 generacije, da moramo pri mladih začeti vzbujati zanimanje za svet, bom kar nasplošno rekla. In te mladi, ki slišijo govoriti Japonca o Hirošimi, 1 ali pa 3, bojo šli in raziskali, zakaj je šlo takrat. In bojo dobili navdušenje nad dogajanjem, pa nad svetom, da je tako raznolik, da
tudi tako strašen, tako v nevarnosti, ne. Hkrati pa imajo srečo, da živijo tukaj že ne vem katera generacija brez vojne, a veste. Tega se ne zavedamo, kakšno srečo imamo. Poslanstvo Ifigenije Simonović je peljati slovenski pen naprej. Peljati ga na svoj način, kjer je pomembna pot in ne končni cilj. To je ta vrv, ki se jo držim, pa bi rada takole čim več zvonila kot na Bledu, ne. Naj pen obstane, ne. To je cilj, ja, samo tja priti tudi ni dovolj, ne. Ta filozofija, važno je hoditi, ne priti na cilj. Cilj mora biti. Cilj je pa, pravzaprav pot je pa iz majhnih korakov, ne. In celo leto imamo, kot sem že rekla, debatne večere, literarne večere. Obdržati moramo predsedstvo odbora pisateljev za mir, ki smo ga Slovenci ustanovili. Se pravi, moramo biti tudi na tej diplomatski ravni aktivni. Resnično rada bi pomladila pen, kar je zelo težko, ker v društvu pisateljev so pač mladi pesniki, ki natisnejo 2-3 knjige, pa so sprejeti v društvo. Pri penu pa ni tako, ni pogojev knjige, ni teh materialnih pogojev. To rabim ljudi, ki so že narejeni, ki imajo že nek stik z svetom, ki znajo jezike, ki jih zanima tudi diplomacija in politika, ne samo literatura. Se pravi, so esejisti, ki razmišljajo, filozofi, ki imajo ideje, novinarji, ki jih svet zanima. Tega se pa ne da dokazati, mi moramo ljudi prepoznati in privabiti. In rada bi, da je nekaj mladih, ker ne boste verjeli, pen trenutno sedi na upokojencih. Ker samo upokojenci imamo čas, tudi jaz sem upokojena, imamo čas, gremo lahko na sestanke, lahko hodimo prositi za denar dopoldan. Nimaš kaj zvečer po službi z otroki, kam boš šel zvečer v Krko prositi za denar? Ne? To mora biti nekdo, ki je prost. Pa še nekdo, ki ima toliko pokojnine, da si lahko privošči tudi iti, peljati se nekam, ima avto, ker nimamo denarja ne za potne stroške, ne za taksije, moramo biti tako rekoč dobro situirani upokojenci, ne. Tukaj se pa potem že kar zoži, ker dobro situirani upokojenci so pa profesorji pri 80 letih, pa akademiki, ne. Tukaj pa treba tudi majhen fleksibilnosti, stamine, ne, moraš iti na letalo, moraš potovati na Kitajsko, recimo sem šla za 2 dni, to je bil napor, ne, in pri 70 letih tega verjetno ne bom več mogla narediti, ne. Tako da to je moj cilj tudi, najti mlajše ljudi, ki bojo prevzeli pen. V zadnjem letu zaradi vseh obveznosti ostane le malo časa za pisanje. Kakšno prigodnico, ne, tako da spravim kolege v dobro voljo. Jaz sem pa začela pisati že v osnovni šoli, skrivaj, kot mogoče vsak otrok, ne, nič posebnega. V gimnaziji sem pa že začela malo objavljati, v Tribuni potem, prva leta študentska sem pa že bila urednica študentskega časopisa Tribuna, potem Problemi in sem pisala pesmi, ker je bil to tudi en način zaslužiti. Veste, takrat smo dobivali pesniki honorarje po verzih, ne. In če si ti razlezel eno misel na 6 verzov, si dobil več, kot če si jo napisal v enem verzu, ne. In sem se naučila zelo ekonomično služiti denar s poezijo, kar je danes čisto nemogoče, ne. Danes ni honorarjev, danes vsi pišemo zastonj vse, ne. In če imaš srečo, si plačan tako, da dobiš nekaj izvodov knjig, drugače pa tudi knjige sam kupuješ potem, da jih podarjaš. In tukaj moram reči, da se bo treba, pa tudi pen bo moral malo zagrabiti, treba postaviti za mlade ustvarjalce, ki so dejansko prekarni delavci, še slabše kot brezposelni, ker to so izobraženi ljudje, ki nimajo priložnosti se zaposliti, če pa grejo nekam delati eno fizično delo, da preživijo in pa ubijemo ustvarjalnost, ne. Tako da ta prekarnost,
nepodpiranje literature, umetnosti, literatov v naši družbi, pa ne mislim samo v Sloveniji, v celi Evropi. Čez Evropo pa raje ne govorim, ker ko pa pomisliš, kakšne imajo razmere ustvarjalci v nekaterih deželah, pa rečeš, tukaj živimo v raju, saj pišemo lahko, saj nihče nas ne zapre zaradi tega, kar smo napisali. V Turčiji je ta hip 180 novinarjev v zaporu. Ta hip. Tako da še zmeraj svoboda več vredna kot denar. Gospa Ifigenija je med pogovorom dejala: Svet je zanimiv, lep, strašen, grozen, lep, grozno lep. Pa naj bodo to zaključne besede letošnjega blejskega srečanja.